Eden izmed domačinov nas je popeljal globoko v gozd, kjer je kar iz rokava stresal davnaj pozabljene zgodbe. Te kraje dobro pozna, pa hiške tudi, saj jih je sam ponovno odkril in obnovil. To ni še hiška, ampak to je tako primitivno zasilno zavetišče, ki je obstajalo, preden so začeli graditi hiške po fevdalni reformi Marije Terezije. Tega, ker so bilo to, bom rekel, taka zasilna zavetišča za pastirje ob neurju ali pa mrzli burji, mrzlih jutrih. Poznavalec kraške zgodovine Boris Čok je uredil tudi tematske poti, po katerih rad pelje radovedneže. Pokaže različne hiške in tako razkriva pastirski vsakdan. V okolici Lokev je takšnih hišk 65, posejane pa so tudi preko današnje meje. Če gremo v Bazovico in ostale zamejske vasi v samem zaledju Trsta, so v večini v nekem kotu ograde ali pa na obrobju polja ali pa v dolinah, kjer so škarpasto urejeni vinogradi. Ljubiteljski suhogradnik Vojko Ražem živi v Bazovici in je sedaj, ko je v pokoju, obnovil že 20 hišk. Vsako izmed njih sem pa tja obišče, da vidi, če je treba kakšen kamen ponovno pobrati ali pa je nemara tudi kaj uničenega. Vsaka hiška je posebna. Vsako hiško napisam, dan proč od hiške, mislim, napišem na kamen, ledinsko ime in tudi mesec in leto, ko sem jo obnovil. No. Nekaj izkušenj pa je bilo le potrebnih, preden se je lotil hišk, kot pravi, iz čistega veselja. Ni da jaz sem takoj začel delati te hiške. Jaz imam že pred sabo 200, to je 300 metrov zida narejenega na suho. Ne. In tam to pride naprej te izkušnje. Kras pa ni samo kamen. Ko so ga pastirji enkrat odstranili in zložili na griže, kjer je počival, dokler ni dobil nove uporabne vrednosti, so nastali pašniki, danes cvetoči travniki. Krvavo rdeči nageljček v družbi Ivanščice in Jesenčka so od nekdaj razveseljevali domačine. Nekatere izmed teh cvetlic so krasile tudi Pepin kraški vrt, ki je v Londonu ustvarjalcem prinesel visoko priznanje. Te rastline smo večinoma vzgojili iz semen, res iz kraškega travnika, tudi nekaj semen smo mogli iskati širom po celi Evropi. Travnik ni le paša za oči, ampak za vse čute. Vsak obisk Krasa prinese eno vrečico, popotnico, ki jo lahko odnesemo domov. Tako v obliki spominov in lepega dogodka, kot tudi v obliki čaja, dišavne vrečke ali pa pač vrečke za čimp. Nekatere rastline pa naj ostanejo tam, kjer so zrasle. Za zanamce, saj so vendar tam doma in tudi zaščitene.